Dobrodošli v novem videu in v tem videu bi rad malo govoril o kriptovalutah. Zato, ker nama je veliko folka po zadnjem videu, ke so govorila o temu FTX propadu oziroma FTX bankrotu, nama je veliko folka pisalo, kakšno je najino mnenje zdaj o kriptotu, a smo na bottomu, a se splača investirati v kriptovalute, tako da sem v bistvu se odločil, da danes naredim en video malo bolj na splošno o kriptovalutah. Se pravi, povedal vam bom moje mnenje, zdaj a se splača investirati v njih in pa pol na koncu videa vam bom v bistvu povedal še, moj najljubši način, kako, lahko zaslužite s kriptovalutami. No, najprej bi rad povedal, da v bistvu, več ali manj skoraj vse kriptovalute, zdaj mislim, da jih je več kot 10 000, se pravi, več kot 99% od tega, jih je v bistvu po mojem mnenju vrednih res nič, tako, če boste investirali v kriptovalute, dajte se v bistvu, fokusirati na Bitcoin, tudi v tem videu bom jaz govoril o Bitcoinu. Valjda je možno, da bodo tudi kakšne druge kriptovalute dobro performale, ampak je to res toliko težko prediktati, da se vam v bistvu po moje ne splača, ker je to na koncu pol samo gamble in tako, je veliko boljših, načinov za investicijo. Kar se pa tiče Bitcoina, sem pa jaz v bistvu mnenja, da če vi kupujete Bitcoin kakor neki hedge ali pa kakor investicijo, da je v bistvu veliko boljših assetov, ke so bolj primerni temu, a ne. Zdaj, blockchain tehnologija je po mojem mnenju, eden probably boljših izumov zdaj v tem modernem času, ampak kar velikokrat lahko opazimo pri teh novih izumih, je, da so velikokrat lahko overvalued. Se pravi, da v bistvu plačamo več za njih, kakor so vredni, a ne. In en dober primer tega je v bistvu tech bubble v letih, 2000, ke se v bistvu jaz vidim veliko podobnosti pri kriptovalutah s tech bubblom. Torej, če ne veste, tech bubble se je zgodil, ke je bil izumljen, internet in so v bistvu vsi ti internet company so dobivali pač, res, take res ful ogromne valute, ful prevelike, imeli so samo en website, pa je bilo podjetje kar vredno 10 milijard evrov. Zdaj, zakaj? Zato, ker ljudje so mislili, da bo internet nekaj novega, in so bili sigurni, da ta podjetja bojo pač ful več vredna v prihodnosti. In, v bistvu se meni zdi, da se isto dogaja pri kriptovalutah. Večina ljudi misli, da bojo kriptovalute v prihodnosti, del pač vsakdanjega življenja in je v bistvu ogromen hypa je v kriptovalutah. Vsaj lani je bil, zdaj letos, kakor vemo, so vse kriptovalute zelo veliko dropale, ampak, lani je v bistvu bilo zelo podobno kakor tisti peak tech bubbla, no. In če ne veste, Nasdaq, ke v bistvu so v njem ta tehnološka podjetja, je pol v bistvu, ke je bil peak, tech bubbla, je pol dropal za 90% in nekako isto stvar v bistvu opažamo zdaj pri kriptovalutah. Večina kriptovalut, razen, Bitcoina pa Ethereuma, je down tam 80-90%, medtem ko so tudi Ethereum pa Bitcoin down tam okrog 70%. No, in če pogledamo spet tech bubble, večina podjetij, ke so bile takrat res, ke so bile takrat ful overvalued, večina teh podjetij je do danes propadla, v glavnem ni jih več in v bistvu jaz mislim, da bo zelo podobno pri kriptovalutah. Zdaj, a to pomeni, da gre Bitcoin na nič? Ni nujno, a ne. Je bilo tudi v tech bubblu par podjetij, ke so se pobrali iz tega padca, kakor so Apple, Amazon, Microsoft recimo, ampak tudi ta podjetja so pred tem zelo veliko dropala. Amazon je dropal 90%, preden je pol začel spet nazaj rasti. No, tako da ste zaslužili recimo tudi, če ste kupili pred padcem, ampak koliko folka vi mislite, da so recimo kupili Bitcoin na piku na 60 000 in bojo zdaj holdali od takrat, še naslednjih 5 let? Ne, večina jih je prodalo, ke je Bitcoin hital že 30 000. Tako da zato morate imeti v bistvu zelo, zelo take močne, zelo močen emotional strength, zato da lahko holdate čez vse to, čez vse padce in pač za večino folka to ni, zato ker začnejo pol paničariti, ke gre dol in prodajo, a ne.
Kar je pa še težje, je pa v bistvu najti te Amazone pa Apple od kriptota, kar je skoraj nemogoče, ne vem. Jaz se res ne spoznam na blockchain, ampak mislim, da tudi če bi se, bi bilo zelo težko v bistvu prediktati, katere kriptovalute bojo čez 10 let v bistvu te glavne. No, tukaj smo imeli par tehničnih težav, za v bistvu par sekund se je ugasnila kamera in v bistvu sem rekel samo, da pri Bitcoinu je druga težava, da v bistvu ni nobenega načina, kako valuati kriptovalute pa Bitcoin, a ne. Pri kriptovalutah ni tako kot pri delnicah, da imate vi recimo profit, ne morete dati kriptovaluti enega PE ratiota, v bistvu je pri kriptovalutah odzadaj samo ena špekulacija, samo hype je v bistvu odzadaj za kriptovalutami. No, in ja, pri Bitcoinu je v bistvu odzadaj samo hype, a ne. V bistvu je investment strategy, ke kupite Bitcoin, samo da ga bo pol en idiot v bistvu kupil dražji, kakor ste ga vi, in to se lahko vsi strinjamo, da je slab investment strategy. Tudi če malo spremljate kriptomarket, zdaj, ne vem, že več kakor en let, ste verjetno videli, da lani, ke je bil bull market, vsi price predictioni so bili tam, ja, Bitcoin gre na 100 000, na milijon. Če pa pogledate danes, so pa, a bo šel Bitcoin pod 10 000, a bo šel na nič. In kaj se je pa med tem časom spremenilo pri Bitcoinu? V bistvu nič. Tako da v bistvu tudi tukaj lahko lepo vidite, da je v bistvu odzadaj samo hype in da če bo bull market, bo Bitcoin probably dobro performal, če pa ne, pa ne, ne. Tako da, ne vem, moj price prediction za Bitcoin, res ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak dokler smo v bistvu v tem obdobju višanja interest ratov, v bistvu vsi risk on asseti, kakor je Bitcoin, zelo težko v bistvu, zelo težko se jim veča value. Tako da, če vas zanima, če jaz v bistvu ownem kakšne kriptovalute, je odgovor ne in jih tudi v bistvu ne mislim, zato ker se mi zdi, da sploh v teh časih, kakor smo zdaj, je veliko drugih boljših assetov dosti undervalued, kakor so delnice. Zdaj, če pa res hočete imeti exposure do kriptovalut, pa dajte, ne vem, tam 2 do 5% svojega portfoliota v kriptovalute, zato da če grejo, ne vem, na nič, vam ne bo toliko bad, če bojo pa boomale, pa pač toliko boljše. Pa če jih hočete kupiti, valjda so pol ti časi, kakor so zdaj, boljši, kakor ke je Bitcoin na all time highsih, ke večina folka kupuje Bitcoin. Tako da ja, v bistvu zdaj bi vam pa rad povedal še za en drug način, kako se da zaslužiti s kriptovalutami, en, ke ga v bistvu jaz uporabljam. In to je, lahko vi kriptovalute tradate. Zdaj, kakor veste, oziroma ne vem, če veste, so kriptovalute dosti volatile, kaj to pomeni, je, da veliko nihajo gor dol in to se da lepo izkoristiti za tradanje, a ne. Zdaj, vem, da se to sliši lažje, kakor je, ampak ja, v bistvu, kar je pomembno pri tradanju, da imate neko strategijo, se pravi, imate neki najverjetneje technical analysis edge, in iz njega pač strategijo, ke je pač tam več kot 50% uspešna, oziroma boljše, če je tam več kot 60. Ampak ja, če imate tako strategijo, boste na dolgi rok najverjetneje lahko zaslužili od tradanja kriptovalut. Ampak zdaj, ne kar nekaj tradati iti, če nimate strategije, prvo se valjda malo naučite technical analysis, pol, ke imate strategijo, jo backtestate, sprobate v bistvu, če je uspešna strategija, mogoče malo probate paper trading, se pravi s fake cashom, in šele pol v bistvu vložite pač za tradanje neko tako vsoto, ke ste jo pač pripravljeni izgubiti. Zdaj, dajte komentirati, če vas zanima v bistvu to kripto tradanje, bom naredil malo več videov na to temo. Drugače je bilo pa to za ta video. Ja, kriptovalute, rad bi še omenil, da če boste investirali v kriptovalute, dajte si jih na cold, ta cold wallet, vsi smo videli, kaj se je zgodilo zdaj z veliko exchangi. Tako da ja, hvala, da ste gledali, pojdite naju še zafollowat na Instagramu, tam bo več contenta zdaj, in pa se vidimo v naslednjem videu.